Živa, on tukaj, gledajte, mata na easy. Jaz tukaj znam mato na najbolj easy način. Danes vam bom dokazala, da sta matematika in slovenščina veliko bolj povezani, kot mislite. In zraven bomo spoznali tudi eno od najpomembnejših matematičnih pravil. In to je združevanje predznakov. Torej, kar začnimo. Tukaj imamo napisan sem. In sem, ker smo nekaj potrdili, sem dal predznak plus. Kaj je pa ravno nasprotno od tega? No, to je pa nisem. Tega, ker nekaj nisem trdil, sem dal predznak minus. Tukaj imamo pa srečen, srečen, sem pa srečen. Tega sem dal predznak plus. Kaj pa spet? Ravno nasprotno od tega, to je pa nesrečen. Tega, ker nisem srečen, zanikam to, da sem srečen. In sem dal predznak minus. In iz teh 4 besed bom zdaj napisal 4 povedi, v kateri bom pač poravil te 4 besede. Torej, kar pojmo na to prvo. Sem srečen. To niti ne rabim nič pojasniti. Sem srečen, vsi vemo, da sem srečen. In bom tudi napisal S kot okrajšavo za srečen, In če pogledamo tukaj, srečen ima predznak plus. Zato bom tudi tukaj napisal predznak plus. Če pa zdaj še tukaj pogledamo, sem ima plus in srečen ima plus. Torej, 2 plusa nam data plus. Gremo na naslednjo poved. Tukaj imam napisan, sem nesrečen, To tudi ne rabim povedati. Pač sem nesrečen, In za tega, ker sem nesrečen, bom dal N kot okrajšavo za nesrečen, Na žalost sem nesrečen tokrat. In če pogledam, nesrečen ima predznak minus. Zato bom tudi tukaj dal predznak minus. Zdaj pa plus in minus nam data predznak minus, Zanimivo. Gremo še na naslednjo. Nisem srečen. To tudi. Vsi vemo, da sem pač nesrečen, Zato bom dal N kot okrajšavo za nesrečen in spet nesrečen ima predznak minus, zato bom tudi tukaj dal minus. Glejte, minus in plus nam tudi data predznak minus. Gremo še na ta zadnjega, nisem nesrečen. Ta je pa malo drugačen, Torej, če nisem nesrečen, kaj sem pol lahko? Pol sem lahko samo še srečen, Zato bom tukaj tudi dal predznak, zato bom tukaj tudi napisal S, Okrajšavo za srečen. In srečen ima predznak plus, zato bom dal tukaj tudi plus. A ste opazili nekaj čudenega? Minus in minus sta nam dala zdaj plus. Ampak, jaz sem srečen, zato ker vem, da vsi to zdaj veste. In sem tudi srečen, ker vem, da če vas bo učiteljica to vprašala, samo povejte, da ste srečni ali nesrečni. Pa razložite, zakaj in bo bila ponosna na vas. Upam vse. Zdaj gremo pa to še na primerih prav pokazati, kako deluje. Evo, sem že nazaj. In zdaj imamo pa tukaj 2 primera. To na vrhu sem pustil, da si bomo lahko pomagali. Gremo mi kar lepo na ta prvi primer. Tukaj imam minus, oklepaj minus 4 plus 2 zaklepaj. In vedno, kadar imamo pred oklepaj minus, smo tudi v zadnjem filmčku že obravnavali to, se vsi predznaki v oklepaju obrnejo. Danes bomo pa to dokazali, zakaj je tako in zakaj je to tako pomembno. Ampak ja, kadar je minus pred oklepajem, se pa tudi nanaša na vse predznake v oklepaju. Torej, gledajte, kaj s tem mislim. Ta minus se bo nanašal na tale minus. In nanašal se bo tudi na ta plus. In zdaj, ko to vemo, smo pa pripravljeni, da gremo računati, Torej, minus pa minus, že nisem nesrečen. Minus pa minus je torej, sem srečen. Je plus, Tega bom tukaj napisal plus 4. In veste, kaj je to? To je ena srečna številka. Srečna! Ja, tako kot jaz. Okej. In tukaj imamo pa zdaj minus in plus, pa pač 2. Minus je nisem srečen, torej nisem srečen. To tudi je jasno, da nisem srečen, na žalost. Tukaj imamo pa zdaj še eno nesrečno dvojko. Zdaj pa, gremo to izračunati. Plus 4 minus 2, sreča minus nesreča. Ok, ja, plus 4 minus 2, pa vsi vemo, da je rezultat 2. Ja. In to v bistvu čisto easy. Smo zdaj s pomočjo slovenščine rešili primer. Ja, cool. Ok. Gremo zdaj še na tale primer. Minus 3 krat oklepaj.
minus 3 plus 2 zaklepaj. In že spet, tale minus se bo nanašal na vse predznake tukaj noter in to bom tudi označil. Torej, puščica gre sem in puščica gre tudi sem. Ja, in pojmo izračunati, kaj drugega pa imamo za narediti. Minus in minus bo torej plus bil. Torej, 2 krat 3 je 6 in to bila ena lepa, fina, srečna 6, 3 krat 3 je 9, ne, to bila ena lepa, fina, srečna 9, ne. Torej, to je enako plus 9. In zdaj pa minus in plus, nisem srečen, torej nisem srečen, sem pač nesrečen. Zdaj pa, če pomnožimo 2 krat 3, bo pa to ena nesrečna 6, ne. Torej, 9 minus 6. In to bomo zdaj izračunali. Srečna 9 minus nesrečna 6, to je pa enako 3. A ne? Ja, v bistvu že spet, slovenščina nam je pomagala izračunati matematični račun. Ampak, v glavnem, to je to. Upam, da vam je zdaj to bolj jasno in že spet, če vas učiteljica vpraša, recite, da ste srečni ali pa nesrečni. Ne pozabite razložiti. Ampak, v glavnem, ja, to je to. Če vam je všeč ta filmček, ga mogoče všečkajte in mogoče se naročite na YouTube kanal Matanezi, brezplačno. Mogoče se ogledate še YouTube kanal Slavnezi in to je to. Lepo se imejte. See you later. Ciao.